Ja, lepo pozdravljeni, bomo kar začeli, se bomo držali naše ure. Kar nekaj se vas je že zbralo, tako da vsi, ki pa se boste pridružili še kasneje, pa seveda vabljeni. Danes izvajamo ta webinar v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, tako da je namenjen zelo splošni populaciji vseh udeležencev knjižnice, obiskovalcev knjižnice, seveda, ki uporabljajo COBISS programsko opremo pri iskanju knjig in si izposojajo knjige. To je široka populacija. Med obiskovalci knjižnice spadajo seveda osnovnošolci, tudi otroci iz vrtca, srednješolci, pa študentje, pa potem občani, ki berejo leposlovje, in pa raziskovalci, ki iščejo članke. Danes vas bom peljal, moje ime je Boštjan Batič, skozi ta pregled programske opreme, ki vam je na voljo, da bi se nekako lahko že doma znašli, kaj boste iskali v knjižnici, oziroma hitreje prišli do gradiva, da ne obremenjujete dodatno recimo nekoga v knjižnici. V knjižnici so zaposleni knjižničarji, ki vam seveda z veseljem pomagajo. Prav je, da greste v živo v knjižnico, se z njimi pogovarjate, vam pomagajo, vendar marsikaj lahko počnete že sami doma. Mi bomo zdaj pogledali te stvari. Jaz bom najprej delil svoj zaslon, kjer si bomo malo pogledali te spletne aplikacije, potem bomo pa na koncu pogledali še, kako lahko morda tudi v kakšni priložnosti za te namene, za iskanje gradiva oziroma rezervacije gradiva, uporabimo tudi mobilno aplikacijo. Zdaj predstavitev bo potekala tako, da bomo šli od lažje tematike k težji, tako da na začetku bo morda stvari zanimive vsem, ki jih tovrstna tematika zanima. Proti koncu bi se pa malo še dotaknili iskanja morda člankov, kako in kje jih lahko poiščemo in kateri so nam dostopni, za katere pa potrebujemo dodaten dostop. Tako da zdaj bom jaz samo podelil z vami moj zaslon. In tukaj vidimo, da smo na naši spletni strani. Vstopna spletna stran za COBISS, kjer dobite vse informacije. Kako pridemo do tega? Čisto enostavno, v Google napišete COBISS in kliknete na zadetek in smo tukaj na tej vstopni strani o COBISSu. Zdaj, če ste kot bralci, uporabniki knjižnic, ste na zavihku bralci, vkolikor ste knjižničarji, pa to že dobro poznate, pa greste pod zavihek knjižničarji. Zdaj, nekaj osnovnih informacij dobite tudi tukaj, na tej strani, recimo, kaj bi bilo za vas zanimivo, če ste bralec, da lahko pogledate, kar je novo na knjižnih policah in se tukaj malo sprehodite, da dobite kakšno informacijo, kaj bi bilo za vas zanimivo. Seveda to obstaja raznorazni portali, ampak tudi mi imamo to možnost, da vam predstavimo nekaj knjig, ki so zdaj recimo aktualne, nove na knjižnih policah. Vkolikor pa želite pogledati, kaj berejo drugi, pa lahko to naredimo, da kliknemo na najbolj brano gradivo. Najbolj brano gradivo je seveda prikazano gradivo, ki je največkrat izposojeno. Zdaj, ker je tukaj ena majhna past, največkrat izposojeno gradivo ni nujno, da je leposlovje, ki ga berejo člani knjižnic, vendar se dostikrat pojavi tudi gradivo, ki je namenjeno šolajočim, za domače branje. Zato je to morda ni najbolj relevanten podatek, da je to najbolj brano gradivo v knjižnicah. Zato se lahko malce sprehodimo skozi ta fasetni omejevalnik in potem rečemo vrsto knjižnico, izberemo tukaj splošno knjižnico, zanimajo nas recimo romani in pa se omejimo na knjige in gremo za recimo odrasle. Potrdimo filter in dobimo že morda malo bolj izdelan seznam, kjer lahko pridemo hitro do kakšne ideje, kaj bi mi
recimo v knjižnici si v prihodnje izposodili, ne. Seveda, če kliknemo na ta zadetek, lahko potem tudi v Cobiss Plusu, zdaj sem malo prehitel, to tudi poiščemo. Ampak mi bomo šli spet iz naše vstopne točke. Torej, najbolj brano gradivo je ena od spletnih aplikacij, ki vam omogoča, da lahko malo poiščete, kaj je bilo v nekem mesecu, v nekem letu, recimo lahko bi rekli od januarja do aprila, pa potem spet potrdimo knjige, romani in pa odrasli in vidimo, kaj je bilo največkrat izposojeno. Iz tega lahko tudi sklepamo, da je to tudi največkrat prebrano gradivo. Če pogledamo nazaj na našo vstopno stran, kjer imamo več teh zavihkov, smo si pogledali najbolj brano, nas pa seveda zanima, kako dejansko mi pokukamo v knjižnico, kaj ima naša knjižnica na voljo gradivo. To lahko naredimo tako, da kliknemo na Cobiss Plus. Cobiss Plus je spletna aplikacija, ki nam išče po vseh knjižnicah. Sedaj pa se moramo zavedati, ali iščemo na splošno, da bi samo poiskali, če neko delo obstaja, recimo, da bi iskali diplomsko nalogo, zanima nas, če je nekdo diplomiral oziroma kakšna je bila njegova tema diplomske naloge, potem je smiselno, da iščemo po vzajemni, po celotni bazi Cobiss in na tak način zagotovimo, da bomo ta zapis našli. Če se omejimo na knjižnico, pa lahko naredimo seveda tu nehote napako, zaradi tega, ker ni nujno, da ima ravno ta knjižnica, katero smo mi izbrali, to gradivo. Zdaj pogledali si bomo najprej, kako poiščemo gradivo. Naj vas opozorim, da Cobiss je javno dostopna storitev, ki je na voljo vsem. Tu ni noben pogoj, da moraš biti ti včlanjen v knjižnico, noben pogoj ni, da moraš biti prijavljen, da moraš imeti narejen svoj profil, ti lahko po Cobissu iščeš, kolikor želiš in karkoli te zanima. Vendar, če pa si želiš izposoditi na koncu neko gradivo, pa je seveda potrebno biti včlanjen v knjižnici in ne to v katerikoli, ampak v tisti knjižnici, v kateri si gradivo rezerviral. Recimo, če je to neka lokalna splošna knjižnica v kraju, kjer bivamo, je smiselno, da se včlanimo v to knjižnico. In potem tudi, ko iščemo knjigo, ki jo bi želeli prebrati, jo iščemo v tisti knjižnici, ker morda sicer lahko naredimo medknjižnično izposojo, vendar je to nesmiselno, če ima naša lokalna knjižnica to na zalogi. Pa poiščimo en roman. Od Draga Jančarja, To noč sem jo videl, in damo poišči. Zdaj seveda dobimo, takoj vidite, te zadetke. Kaj bi najprej opozoril? Predvsem mogoče mlajši. Zdaj, če kdo iz knjižnice, seveda to jim tudi sami poveste. Danes nimamo več na voljo samo tiskanih knjig. Med tiskanimi knjigami je vedno več v ponudbi elektronskih knjig, e-knjig in pa tudi audio knjig. In za temi ikonami, ko mi gledamo te rezultate, lahko hitro vidimo, ali je knjiga v obliki, da je kot tiskana, fizična knjiga, ali gre za audio knjigo oziroma imamo e-knjigo. In tukaj se lahko vsak uporabnik odloči, morda pa bi raje prebral e-knjigo. Kar se tiče e-knjig, so trenutno dosegljive preko sistema Biblos. Če grem na zadetek, lahko hitro vidite, da je ponudnik te e-knjige, sistem, preko katerega lahko to knjigo izposodimo in beremo, je Biblos. Zdaj, v kratkem, se bo Biblosu seveda pridružila še en ponudnik, nova platforma za izposojo e-knjig, imenuje se že Cobiss Ela in trenutno je v pripravi, da založniki napolnijo to bazo knjig, potem bojo pa splošne knjižnice se odločile, katera bo pristopila k temu načinu izposoje e-knjig in takrat bo na voljo tudi
vam, uporabnikom. Podobno kot Biblos se bo bralo tudi na teh bralnikih oziroma aplikacijah na mobilnih napravah, kjer boste lahko brali to knjigo. Trenutno je na voljo samo preko Biblosa. In zdaj, če bi recimo mi bili tukaj brez nekih podatkov, članskih, bi lahko seveda to poiskali, ampak poglejte, zdaj sem omejil na Maribor in poiščem, če ima to moja knjižnica. Zdaj, ker je malo dosti tega Maribora, bom probal poiskati po akronimu in e-knjige, to noč sem jo videl, Mariborska knjižnica nima. Mogoče jo pa ima Univerzitetna knjižnica v Mariboru, jo pa ima, tudi tam sem član in jaz si lahko to knjigo tam izposodim. Če pa želim to knjigo v fizični obliki, pa seveda izberem en zadetek in pogledam, katere knjižnice to knjigo imajo na voljo. Ker vidim, da takoj ne pridem do zadetka v moji knjižnici, splošni knjižnici, v kateri sem članjen, se bom takoj omejil na zadetke v splošni knjižnici, da bo moje iskanje lažje. Sedaj, ko sem omejil iskanje po točno določeni knjižnici, videli ste, tukaj bi lahko izbral tudi posamezni oddelek, ampak Maribor ni tako velik, da ne bi mogel skočiti v knjižnico Tabor, recimo, če je prosta. To je smiselno izkoristiti takrat, da se pogleda malce širše, ko iščemo knjigo, ko je izredno priljubljena. In da ne bi zapravili te priložnosti, je smiselno pogledati, če ima katera druga enota. Saj smo najbolj navajeni na svojo enoto knjižnice, ker nam je blizu, vendar zakaj ne bi poiskali po vseh oddelkih, v primeru, da gre za zelo iskano knjigo. Pa pogledamo, aha, ta je izposojena, tukaj lahko vidimo. Ne bom čakal, da bi bil v čakalni vrsti, grem na naslednjo. In vidim, da lahko rezerviram. V knjižnici Račejo imajo, in zdaj, če si jaz to knjigo seveda zelo želim, stisnem rezervacijo, izberem svoje članstvo in knjigo izposodim. Zdaj vidite, kaj se zgodi, ko članstvo ni več veljavno, ko je treba članstvo podaljšati, si seveda knjige tudi več ne moremo rezervirati. To vam bom kasneje pokazal, kako se članstvo lahko tudi preko spletne aplikacije podaljša. Tako, zdaj smo gledali, lahko bi knjigo seveda rezervirali v fizični obliki, si izposodili e-knjigo ali pa tudi audio knjigo. To vam še nisem pokazal. Tukaj imamo audio knjigo. Audio knjigo pa zagotavlja ponudnik Audibook, kjer si lahko to knjigo seveda zdaj izposodimo in preko spletne aplikacije to knjigo tudi poslušamo. Tako da to je, kar se tiče iskanja. Iskanje seveda izvajamo največkrat to osnovno iskanje, zaradi tega, ker napišemo nek pojem, recimo lahko tukaj v osnovnem iskanju napišemo ime in priimek avtorja, naslov, delni naslov, vidite, da tudi delno zaključuje. Sam ne rabimo vsega poznati, kar bi radi napisali, nam sam zaključi in potem lahko samo poiščemo. Če zagotovo vemo, kaj želimo iskati, je priporočljivo, da potem izberemo samo knjigo. Zato, ker je tukaj v bazi seveda so milijoni zapisov in ni priporočljivo, da bi iskali preširoko pa potem šli scrollat, zato imamo možnost že to omejevanje na začetku in pa potem to fasetno omejevanje. Zdaj tukaj, ko vidimo e-video posnetke,
Tudi YouTube posnetki so katalogizirani, tako da lahko marsikaj najdemo v bazi. Zdaj, bolj natančno je izbirno iskanje, kjer pa potem lahko bolj natančno poiščemo, če poznamo eksaktno, natančno avtorja, naslov in pa recimo ključne besede lahko vpišemo. Seveda lahko ta polja dodajamo in pa uporabljamo določene omejevalnike, to pomeni, da nekaj združimo ali pa nekaj odvzamemo, rečemo, to so Boolevi operatorji, in ali in ne. In lahko na tak način, vendar večino iskanja, ki ga iščemo za vsakodnevno uporabo, morda ne potrebujemo tega. Tukaj bi iskali na tak način z omejevanjem, da bi recimo iskali neko strokovno delo, članek, ki ga je napisal nek avtor, pa poznamo recimo delno naslov, pa bi ga omejili, ne vem, zadnja 3 leta. Potem bi recimo iskali z tem izbirnim iskanjem. Vendar za splošne uporabnike to toliko ni potrebno, za kar se tiče branja. Lahko potem morda, če bomo poiskali kak članek, pogledamo, kako bi tam omejevali. To je naš Cobiss Plus. Iskanje preprosto, tako kot približno v Googlu, enovrstično, pridemo do rezultatov. Zdaj tukaj nisem posebej izpostavil, že vidimo podatke, ker jaz sem seveda prijavljen. Smiselno je, da smo prijavljeni, prijavimo se z svojimi vpisnimi podatki, z člansko izkaznico in geslom. Zdaj, če še kdo ni tega pridobil, je smiselno v knjižnici prositi za ta dostop. V knjižnici je potrebno samo podati elektronski naslov, ki ga uporabljate, in potem ga vpišejo pod vaše članstvo in na elektronski naslov pride sporočilo, elektronska pošta, kjer je povezava, da si lahko vsak sam kreira svoje geslo. In na tak način imamo potem urejeno, da lahko vidimo na enem mestu, kaj imamo izposojeno, naše rezervacije, drugo gradivo in pa spletni viri. Zdaj, če si pogledamo, lahko gremo kar v mojo knjižnico in vidimo, da nimam trenutno nič izposojeno. Zdaj, jaz sem sicer prijavljen z Arnes AI prijavo, to naj ne bo problem, zaradi tega, ker to lahko pa pokažem tukaj. Ko gremo v mojo knjižnico in če bi dal tukaj dodaj knjižnico, recimo, da se še nismo nikoli prijavili, imamo možnost vnesti te podatke. To pomeni, knjižnico bi izbrali recimo nekdo, ki nima druge prijave kot samo člansko izkaznico in geslo, ki sem ga prej omenil, naredi to po tem postopku. To pomeni, izbere knjižnico, piše številko izkaznice in pa geslo, ki si ga je sam nastavil. Jaz bom pa pokazal vseeno to, tukaj se odjavim in pokažem profil. Recimo tako izgleda, da ste še nikoli niste prijavili v vaš profil Cobiss Plus, je potrebna ta prijava. Lahko pa seveda postanete tudi član. Tukaj se lahko prijavimo zdaj, tako kot sem že prej povedal, z vpisnimi podatki, lahko pa izberemo eno od teh spodnjih možnosti. Zdaj, če se mi prijavimo z Googlom, pa ta elektronski naslov ni bil nikoli vpisan pod bilo katero našo članstvo v knjižnici, potem bomo prišli do praznega profila. V praznem profilu sicer bomo pogledali, lahko nekaj počnemo, vendar naših podatkov iz knjižnice pa ne vidimo, dokler ta elektronski naslov ni vpisan v našo članstvo. Ker jaz uporabljam, ker bom pokazal potem dostop do virov, do teh člankov, uporabim jaz to Arnes AI prijavo od Univerze v Mariboru. Tako, in ko se prijavimo na bilo kakšen način, pridemo v svoj profil, kjer imamo dodane te knjižnice, če smo si predhodno uredili to povezavo do teh knjižnic. In kaj lahko počnemo?
pogledamo te stvari, če gremo noter za posamezno knjižnico, boste videli, tako kot sem že prej povedal, moje članstvo je poteklo in je treba poravnati članarino. Jaz lahko tukaj dam podaljšati članstvo. Veljavnost članstva je bila uspešno podaljšana, to z enim klikom, in zdaj potem vidim pod dolgovi in omejitve, da moram poravnati svoje članstvo. 15 evrov letno, in kako lahko naredim tudi preko spleta. Zdaj jaz ne bom to klikal preko spleta, zato ker je vseeno nek postopek in ni toliko zanimiv, samo da vidite, da lahko se naredi marsikaj preko spleta, da v bistvu ni potrebno fizično v knjižnico za take osnovne stvari, ki jih lahko uredimo sami. Seveda pa v knjižnico lepo iti pa vprašati, če imamo kakšno vprašanje, pa nas zanima, pa nam pomagajo, pa svetujejo, poiščejo knjige, se z nami o kakšni knjigi pogovorijo in to je to. Vkolikor potrebujete na tem mestu, ko smo zdaj, oziroma na vseh teh straneh Cobiss Plus, spletne aplikacije, kakšno pomoč, lahko desno spodaj, tukaj v kotu, vedno aktiviramo klepet. Klepet v živo, tudi danes je, verjamem, na Izumu nekdo z nami, ker bi mu lahko zdaj napisal jaz tu vprašanje in dobil bi takoj odgovor. Seveda to deluje v času delovnih ur, danes mislim, da do 8 ure, če se ne motim, potem pa se seveda napiše in dobijo v klicnem centru elektronsko sporočilo in na njega odgovorijo, vkolikor je bil vprašanje postavljeno izven delovnega časa. Tako da tudi to je ena možnost, ki jo lahko uporabimo, da ne gremo takoj pa vprašamo knjižnici, kaj je narobe, ne znamo nekaj tukaj uporabiti, ne znamo podaljšati. Seveda vso pomoč vam nudimo tudi mi na Izumu preko klepeta, da ni potrebno klicati. Nekomu je morda lažje tukaj napisati en link noter, povezavo poslati, pa vprašati, jaz pa recimo ne znam tega uporabljati, mi lahko pomagate in naši sodelavci vam bodo z veseljem pomagali. Torej, moje članstvo smo uspešno podaljšali, imam še neke dolgove, jutri bom to poravnal, sedaj pa lahko pogledam moje podatke v mariborski knjižnici. Izposojeno gradivo nimam nič, zgodovina izposoj, pa lahko pogledam, recimo, če damo vse izposoje od leta 2018 naprej, so ti podatki na voljo, lahko pogledam, kaj sem imel kdaj izposojeno. Seveda, vedno na vse stvari, ki se obarvajo, oziroma ko se pokaže rokica, ko se na njih postavimo, te so običajno povezave, so modre barve, lahko kliknemo in naredimo ponovno iskanje. Če bi želeli, včasih se ne spomnimo, kaj smo si izposodili, lahko vedno znova pogledamo v naši zgodovini, prožimo iskanje in ponovno to gradivo tudi rezerviramo. Recimo, če pa želimo to gradivo nekomu posredovati, pa lahko zdaj kliknem na to povezavo in rečem, v redu, super, to je ta knjiga, to sem imel izposojeno, ta knjiga je prava, tudi prepoznam recimo platnico in potem tukaj kopiram trajno povezavo ali pa pošljem po elektronski pošti. Napišem naslov prejemnika, moje ime in pošljem to povezavo. Ta na drugi strani, ko bo dobil to elektronsko sporočilo, samo klikne na to povezavo in že naredi iskanje v Cobissu. To pomeni, ne rabi si zapomniti ne avtorja, ne ime, naslov knjige, samo klikne na tisto povezavo, vrže ga v Cobiss Plus na spletu, poišče po vseh knjižnicah, če želi se omeji na svojo, recimo, ker jaz sem to izposodil v mariborski knjižnici, nekdo pa v mestni knjižnici Ljubljana, izbere svojo knjižnico in gradivo rezervira. To je v zgodovini. Potem pa imamo, to je naša zgodovina, zgodovino lahko seveda tudi izbrišemo, tudi naš profil lahko izbrišemo in če želimo, za sabo zabrišemo oziroma pobrišemo vse naše sledi, če teh informacij več nikoli ne potrebujemo.
Ko poslujemo z knjižnico, je pomembno, da imamo urejeno obveščanje. Tudi določene stvari ne gre izvajati, te avtomatizirane spletne rezervacije, če nimamo vsaj omogočenega enega načina obveščanja. Zdaj najbolj priporočljivo je seveda elektronska pošta. V mobilni aplikaciji imamo še eno možnost, to so potisna obvestila in pa ta SMS obvestila. Vendar SMS obvestila se uporabljajo, ampak so plačljiva in so zato veliko manj v uporabi kot elektronska pošta. Tukaj si lahko izberemo vse, kar želimo imeti, obvestila, katera želimo prejemati, bodi si, da grejo po teku rezervacije, da ne bi seveda plačali opomina, dobimo obvestilo in lahko vedno pravočasno knjigo ali bodi si vrnemo ali pa podaljšamo rok izposoje. To pomeni, danes skoraj da več ni razloga, da bi plačevali zamudnino, čeprav so te zamudnine simbolične, so vseeno, da nas dajo nek poduk, da je pravilno, da se knjiga pravočasno vrne, zaradi tega, ker nismo sami in nekdo na to knjigo čaka. Nesmiselno je zadrževati knjigo doma, če vemo, da jo ne bomo utegnili prebrati, jo raje vrnimo in potem omogočimo nekomu, da si lahko to knjigo tudi izposodi. Seveda splošno obvestila knjižnice, zdaj bom tako povedal, zelo uporabno. Knjižnice so vedno bolj moderne, imajo zraven izposoje knjig tudi izvajajo določene dogodke, imajo dosti teh aktivnosti in včasih seveda svoje člane tudi preko splošnih obvestil obveščajo. Zato sem jaz seveda to odkljukal, ker pri knjižnicah se ne gre bati, da bi to bilo kakšno spamanje z nekih reklam, ko smo jih vajeni na internetu, bombardiranje iz vseh strani, vendar gre za koristne informacije, ko imajo kakšne, ne vem, bralne urice ali pa kakšen dogodek, ki ga izvajajo v knjižnici, da smo pravočasno obveščeni. Na profilu si seveda lahko spremenimo geslo, kar je vedno dobrodošlo, da ne bi nam nekdo zlorabil tega. Seveda naslov za dostavo in pa podatki o članstvu. In seveda to lahko pogledamo za vse naše knjižnice, ki smo si jih dodali. Ko se včlanimo v novo, recimo nekdo je včlanjen v osnovnošolsko knjižnico, pa smo vedno govorili, če ne najdemo v osnovnošolski knjižnici gradiva, ki ga potrebujemo, pa pojdimo v splošno knjižnico, saj je članstvo za mladino brezplačno in takrat, ko naredimo novo članstvo, ga tudi tukaj dodamo na naš profil in bomo vedno imeli vse na enem mestu informacije. Zdaj tukaj imamo še ene nastavitve. Nastavitve so smiselne, če delamo malo več, bolj pogosto, da ne rabimo vedno izbirati enih stvari. To pomeni, lahko vedno, če je nekdo bolj napreden in išče vedno izbirno, si lahko to izbere izbirno in vedno, ko bo prišel na vstopno stran za iskanje, ga bo pričakalo izbirno iskanje. Zdaj seveda, če je kdo tukaj zdaj med nami knjižničar in zna iskati ukazno, bo pa potem tukaj izbral ukazno in bo vedno začel z ukaznim iskanjem. Seveda lahko tu nastavimo naše privzete knjižnice in ne samo eno. Tukaj lahko nanizamo. Jaz zdaj pišem akronime, ker mi je lažje, SIKMB, Splošna izobraževalna knjižnica Maribor, drugače pa se lahko tudi Mariborska knjižnica napiše, ampak je z temi akronimi oziroma, bom rekel, nickname hitreje. Tako da tukaj si nastavimo vse knjižnice, po katerih želimo vedno iskati in nam ne bo potrebno posebej izbirati teh knjižnic, ko bomo iskali v naslednjem iskanju. Zdaj jaz si ne bom to omejeval in pa število zadetkov. Zdaj, tako bom rekel, ko mi dobimo rezultate, je smiselno, sploh ko iščemo morda tudi kakšne članke ali pa neko strokovno gradivo,
Zadetkov je lahko ogromno, seveda ne bomo zdaj naredili iskalne zahteve, pa dobili milijon zadetkov, pa si jih tu sicer lahko 100 na stran nastavimo in potem šli 1000-krat v desno klikali, ne. Ko pridemo do takšne velike številke, je potrebno se poslužiti nekega omejevanja, zaradi tega, ker smo dobili preveč rezultatov in teh rezultatov še zdaleč ne moremo pogledati, ne. Če si mi naredimo tako dobro omejevanje preko teh filtrov, da pridemo do 100 bi se sicer dalo, vendar postanemo že kar hitro površni, ko pridemo tam do 30, da bi vse pogledali, vse naslove prebrali, pa potem gledali, če je to ustrezno, ne. Še nekaj nastavitev, ki niso toliko morda za splošnega uporabnika pomembne, vendar tukaj obstajajo. Tako. Naslednja stvar, ki bi rad pokazal, ne, v knjižnico prek aplikacije. Zdaj pogledali smo, lahko poiščemo gradivo, lahko ga izposodimo fizičnega, lahko ga izposodimo elektronskega, ne. Ampak, če bi zdaj mi vseeno želeli izposoditi fizično gradivo, pa ga ne želimo rezervirati. Zdaj, zakaj ga ne bi želeli rezervirati, mi ni povsem logično, ne, zakaj ga ne bi rezervirali, vendar morda pa sem razmišljal, se pa zgodi, da kakšna šola, splošne knjižnice večini, mislim, ne poznam primera, no, da ne bi dovolili rezervacije, se pa zgodi, da kakšna šola ne dovoli oziroma ne omogoči svojim učencem, dijakom rezervacije gradiva. V bistvu je to škoda, da to ne omogočijo, vendar pustimo zdaj to, se zgodi, da vam šola, recimo, če kak dijak z nami, ne omogoči, da bi si lahko rezervirali gradivo. Rezervacija gradiva je za uporabnika najbolj enostaven način, da prideš do knjige. Zakaj? Rezerviraš gradivo, preko sistema Cobiss knjižničar dobi informacijo, da je nek član rezerviral gradivo in mu ga pripravi. To pomeni, prinese na poličko na izposodovalni pult in ko ta član pride, ko ga poskeniramo, to knjigo da. V primeru, da pa mi nimamo te možnosti, lahko pridemo seveda na pult, pa potem malce zagnjavimo knjižničarju, knjižničarki, da bi si mi radi to knjigo izposodili. In seveda lahko nam reče, poiščite, so zapleteni postopki, kako se te knjige iščejo, ne, po določenih oznakah in seveda splošni uporabnik se bo zgubil, ne. V mogoče manjši šolski knjižnici, ampak tam pa je tudi manj tega znanja. Zdaj ena storitev obstaja, recimo druga gimnazija vem, da ima zagotovo, pa bomo pogledali, kako to izgleda. Mislim, da imajo tudi ta roman na drugi gimnaziji, DGM, je druga gimnazija Maribor in si bomo pogledali, v njihovo knjižnico pa mi lahko dejansko vstopimo. Zdaj, to seveda ima še več knjižnic, vendar jaz bom zdaj to demonstriral na knjižnici druge gimnazije Maribor in ko vidimo to ikono, pomeni, da ima knjižnica vzpostavljeno storitev Lokator. In če jaz zdaj poiskali smo, to noč sem jo videl, gre za Jančarjev roman in kliknemo. Sedaj se nam odpre 3D pogled, tridimenzionalni pogled knjižnice in tisti, ki so bili že bilo kdaj v tej knjižnici, druge gimnazije Maribor, bodo prepoznali. Jaz, ker nisem bil, ne poznam, ampak pogledajte, tam puščica me vodi, da bi tukaj na teh policah morala biti ta knjiga, ne. In zdaj, če dobim jaz to informacijo, je bistveno lažje, da pridem do te police in potem pogledam po teh pravilih, kako so knjige zložene, če je ta knjiga tam. Seveda predpogoj, pa lahko jaz tukaj pogledam, da je knjiga prosta, ne. Če knjiga ni prosta, je skoraj nesmiselno iti to knjigo iskat. Ko vidim, da je prosta, izberem Lokator in potem seveda pogledam, kje ta knjiga je. To se mi zdi zelo uporabna stvar, vkolikor knjižnica ne omogoča rezervacije. Za šolske knjižnice pa morda tudi zanimivo, da lahko otroci to malo pogledajo, kako njihova knjižnica izgleda in so že doma pripravljeni
da bodo lažje poiskali. To je seveda v teoriji, ne. Verjamem, da noben od otrok po lokatorju ne gleda, kako izgleda njihova knjižnica, vendar to možnost imajo. To je to, kar se tiče lokatorja. To smo si pogledali, da lahko tudi knjige zdaj mi tukaj pogledamo, kje se fizično nahajajo v knjižnici. Zdaj pa še ena stvar. Mi lahko seveda knjige poiščemo in izposodimo. Lahko pa enostavno naredimo to, poiščemo knjigo, mi vemo, da je to knjiga, ki jo potrebujemo za domače branje, oziroma če nismo več v šoli, bomo pa zdaj se bližajo dopusti, pa bomo šli na morje, pa bi si mi radi naredili en seznam knjig, ki bi jih prebrali na morju, ne. Takrat je fajn, da imamo en tak seznam narejen, lahko bi ga zdaj pisali kjerkoli, lahko si ga pa pripravimo tudi na našem profilu na Cobisu. In zdaj, če gremo pogledat, imamo, ena od storitev je Moja polica. Moja polica nam omogoča, da lahko mi vedno gradivo, ki ga poiščemo in ga ne želimo trenutno izposoditi, zložimo na neke svoje police, ki jih lahko tudi logično poimenujemo. Tako da jaz imam tukaj nekaj polic, lahko pa vedno dodam novo. In jaz jo bom poimenoval Morje. Tako. Vidim, da imam nič na tem morju, jaz lahko seveda grem lahko na eno polico in med policami prenašam gradivo, lahko tudi polico ukinem, izbrišem, ampak zdaj bom pokazal, kako izgleda, ko mi naredimo polico in poiščemo naš roman. Tudi e-knjige lahko damo na polico in potem samo kliknemo in jo prenesemo, zato ker je tudi izposoja e-knjig je omejena, koliko časa lahko imamo. Poiščemo to knjigo in recimo gremo na ta zadetek in tukaj dodamo na polico. Izberemo polico, tukaj vidimo, nastala je nova polica Morje in lahko še napišemo kakšno opombo, če bi želeli. Zdaj tukaj ni potrebno in to shranim. In na tak način si lahko polnim pred morjem svojo polico in ko bom potreboval to knjigo, bom samo kliknil in izvedel tukaj potem, recimo, če bi rekel v eni knjižnici, da ne bomo samo mariborske, rezervacijo. In to je najlažji način, da si pomagamo tudi z spletno aplikacijo, da si polnimo te svoje police. Seveda lahko tudi shranjujemo tudi svoja iskanja. Zdaj, kdaj nam to pride prav, morda ne ravno pri iskanju teh knjig, zaradi tega, ker zakaj bi zdaj shranili iskanje ali pa vseh kriminalk, naredili bi eno zahtevno iskanje in ga potem tukaj shranili. Gre za eno kompleksno iskanje, kjer potem lahko dobimo nek nabor gradiva, ki ga shranimo in potem ga lahko tukaj vedno prožimo, to iskanje z enim klikom. In vidimo, kako je prišlo do tega. Bilo je po predmetnih oznakah, pa ključnih besedah in potem dobimo 20 zadetkov in da ne rabimo to vedno znova pisati, si lahko s tem pomagamo. Ampak to je morda malce bolj kompleksna zadeva. Zdaj smo pogledali, kako to počnemo na spletni aplikaciji Cobis Plus. To pomeni čisto enostavno, poiščemo gradivo, lahko ga odložimo na polico, lahko ga delimo z nekom, lahko pogledamo na profilu zgodovino, urejamo knjižnice na svojem profilu, si izposojamo e-knjige. Vse to lahko počnemo tudi na mobilni aplikaciji. Trenutno mCobis je še
no, da tako rečem, v prihodnje, bom kar povedal, se morda bomo poslovili od mobilne aplikacije, kajti prišla bo nova aplikacija, posodobljen Cobiss Plus, ki bo predvsem namenjen mobilnim napravam. To ne pomeni, da bo samo na mobilnih napravah, ampak veliko boljša podpora bo na mobilnih napravah, kot je trenutni Cobiss Plus. Zaradi tega imamo ravno vzporedno M-Cobiss in pa deloval bo seveda tudi normalno na računalnikih. Zdaj bom jaz pokazal za vse, ki poznate oziroma ki ne poznate ta M-Cobiss. Potem se bomo pa vrnili na zdaj sem pa pogledal, samo je prišlo na Q&A en komentar, da Biblos ni več na voljo v splošnih knjižnicah. Zdaj te informacije, glede na to, da imamo tam možnost še vedno gumb ne poznam, ampak ja, vsi čakamo na Izumovo platformo. En datum, ki se pojavlja, je 17.6., kjer bi lahko to šlo, kjer bi to bilo dosegljivo za uporabnike. Je pa vse odvisno, platforma je pripravljena, platforma je stestirana, dopolnitve so narejene v programski opremi Cobiss Plus, tako da z inštalacijo, ko bo to na voljo, bo to normalno delovalo, vendar počakati je treba na založnike, da napolnijo to bazo teh knjig. To pomeni, založniki so tisti, ki bodo pristopili k temu, rečemo projektu, dali knjige na voljo, potem pa seveda knjižnice pa imajo potem končno besedo, kaj od tega bodo omogočile uporabnikom. Vse knjižnice zagotovo ne bodo pristopile, oziroma katere knjige bodo izbrale, to je čisto v rokah knjižnice. Upam, da smo to odgovorili, ker me kar konkretno redno več meče ven, ko želim deliti sliko mojega telefona, tako da bomo morda zdaj ta M-Cobiss preskočili. Nič takega, aplikacija trenutno še je za nami, vendar, tako kot sem rekel, morda malce v odhodu, ker bo ta spletna aplikacija Cobiss Plus nadomestila v prihodnje mobilno aplikacijo. Zdaj mobilna aplikacija, tako kot spletna, omogoča vse te stvari. Edino, kar je dodatna možnost, je skeniranje ISBN kode, črtna koda običajno na platnici zadaj knjige, kjer jo lahko ne samo, da iščemo preko avtorja pa naslova, lahko z fotoaparatom, z funkcionalnostjo, ki je integrirana v mobilno aplikacijo, ker preko fotoaparata poskeniramo to ISBN kodo in seveda potem poiščemo to gradivo. Kar imajo še te mobilne naprave, prednost imajo to, da lahko gradivo, da lahko uporabijo te funkcionalnosti, kot smo rekli, kamera in pa GPS, kjer lahko sproži navigacijo do knjižnice. V Cobissu imamo podatke, naslove vseh knjižnic in če nek član ga zanima, kako najhitreje pride do določene enote, lahko seveda pogleda to tudi na spletni aplikaciji, vam bom jaz to delil, da vam še kaj pokažem. Lahko pa tudi seveda v mobilni. Pa bomo mi ostali pri naši spletni aplikaciji in če gremo tukaj, imamo univerzitetna knjižnica, tako kot sem rekel, ne bi pogledali tu lokacijo in nam kar v Google zemljevidih nam odpre to lokacijo in lahko vidimo, kje se ta knjižnica nahaja. Zdaj na telefonih je seveda to še bolj enostavno, pa imamo potem GPS, in če bi bili nekje stali, nas bi on navigiral, kako pridemo najhitreje do te knjižnice. Zdaj, kaj je še prednost telefona? Ker me nekaj zafrkava, vam žal ne morem pokazati, ampak ko smo prej govorili o obveščanju, imamo ravno tako, kot imamo te
nastavitve, bi se tu na telefonu pojavila še ena možnost, to pomeni potisna obvestila, push notificationi, kjer dobimo takoj na telefon sporočilo, ko se nekaj zgodi. In to je, čeprav so ta sporočila vedno bolj moteča, kar se tiče recimo raznih ponudnikov, so pa v našem primeru zaželjena, da ne pozabimo, da je kakšna knjiga ostala doma, pa je potrebno vrniti. Zdaj, to je ta del, kaj se tiče Cobisa. Žal vam nisem uspel pokazati vsega na mobilni napravi, ker me malce negaja, ko grem, delim mobilno napravo, me kar prekine internet na računalniku, ne vem zakaj. Ampak vam bom pokazal, kaj je še pri nas aktualno. Zdaj, seveda druge baze podatkov se ne bom posebej spuščal, gre pa za dve zelo pomembni, ki sta morda prevečkrat spregledani oziroma uporabniki niti ne vedo za njih. Je seveda specifika, kdor to uporablja, kdor to dejansko potrebuje, ne potrebujemo vsi tega, vendar študentje in raziskovalci to potrebujejo in kar opažamo, da študentje zelo, zelo slabo poznajo te storitve, te možnosti. To pomeni, to je Akademska digitalna zbirka Slovenije. Čem se razlikuje od Cobisa, od Cobip baze, da je v tej bazi so članki, katere država Slovenija preko Izuma zakupi dostop do njih in so seveda na voljo študentom, določene univerze. Zdaj nekaj imajo Ljubljanska univerza, nekaj ima Mariborska, vse, kar pa v Sloveniji, kaj Slovenija zakupi, pa lahko gledamo preko Akademske digitalne zbirke Slovenije. To pomeni, tukaj lahko iščemo, vendar, če želimo kaj videti, moramo biti pa seveda prijavljeni. In tukaj sem tudi prijavljen, ravno zaradi tega sem prijavljen z Arnes AI, ker to je šibolet prijava, to pomeni, ko si prijavljen, enkrat se ta prijava prenaša naprej. Zato, ker bomo probali nekaj poiskati, če bom kaj zanimivega našel, kako bi prišli dejansko do članka v elektronski obliki, ki je na voljo meni kot recimo študentov Univerze v Mariboru. In gremo na novo iskanje in tukaj napišem recimo zdravje, pa nekaj poiščem, zdaj ni toliko pomembno. Edino to vam bi še povedal, tukaj imamo, to je unija vseh teh, bom šel še samo enkrat nazaj, da morda bolj podrobno razložim. Akademska digitalna zbirka Slovenije je unija vseh teh posameznih množic, kot so Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani, pa Umnik in ostali, od ostalih univerz. Tako da, če želimo poiskati vse, kar je na voljo, lahko iščemo preko ADZ, ni pa nujno, da bo potem, če tukaj najdemo študent Univerze v Mariboru, tudi lahko dostopal do tega. Pa bomo pogledali. Ja, kar dosti zadetkov, imamo na voljo, pač tako splošno iskanje. Zdaj, kar je zanimivo, tukaj pa že uporabimo to omejevanje. Za raziskovalce je seveda zanimivo, da bi prišli do celotnega besedila, da bi to besedilo bilo recenzirano, da gre za nek resni izdelek, nek članek, in pa potem rečemo, da bi pogledali samo zadnjih 5 let. In zaenkrat je to dovolj. Te stvari, ki jih zdaj delamo na tej akademski digitalni zbirki, seveda lahko delamo tudi v Cobis Plus, ko iščemo leposlovje, ampak morda tam ni toliko smiselno, kot je smiselno tukaj. In zdaj smo dobili 6521 zadetkov, to pomeni tam faktor 4 manj, ali 5, koliko je bilo prej, in potem lahko bi zdaj šli to pogledati in vseeno bi bilo preveč, zato je treba ali potem iti pa bolj natančno napisati oziroma izbrati izbirno iskanje in health kot zdravje je zelo, zelo širok pojem, pa je potem treba se posebej omejiti na nek del zdravja.
ampak to ni toliko pomembno kot to, da recimo jaz lahko zdaj en članek pogledam in pogledam, ne, to recimo mi ni dostopno. Tukaj, ko piše Univerza v Mariboru, to bi skoraj moralo biti za mene dostopno. Za en čas traja. Ja. In lahko pogledam, kje vse je to dostopno in potem pridemo do enega takega problema, ki se mu reče, da zadeva hitro ni za tebe dostopna, ne? Ampak se je pojavil en servis, Unpaywall, ki vam ga bom predstavil, kjer pa zadeva je dostopna. Ampak, da vidimo ta članek, se je zdaj prenesel in vidimo, prišel sem do tega članka, ne? Zdaj, ne bom rekel, da sem goljufal, ne, zaradi tega, ker sem izbral možnost Unpaywall. Unpaywall je storitev, kjer lahko iščemo te brezplačne, tukaj, ko smo šli prej, imamo ADZ, Akademsko digitalna zbirka, kjer je večinoma noter teh plačljivih člankov, kjer je potreben dostop, in pa Unpaywall je pa storitev, kjer so pa prosto dostopni članki, ne. In tudi tukaj tudi tukaj je dosti teh člankov. Sicer manj, ampak so. V glavnem, kje smo zdaj dobili, pridem do nekega članka, ki ga potrebujem in ga lahko tudi prenesem, ne. Tako, to je, kar se tiče akademske digitalne zbirke. Zdaj, seveda, ne, večinoma študentje, ko govorimo z njimi, uporabljajo Google Scholar, nekateri iščejo kar preko Googla, nič ni narobe, to je vse v redu, določeni poznajo specialne pač te storitve, ki jih imajo ti ponudniki, ki seveda to gradivo, ki ga iščemo preko ADZ, ponujajo, ne, kot je, ne vem, Scopus pa Web of Science, seveda imajo namenske servise, kjer lahko gremo pa iščemo tam, vendar je na nivoju, recimo, bom rekel, vsaj prve, druge bolonjske stopnje je čisto dovolj, da recimo uporabimo ADZ, ne vem, zakaj bi potem potrebovali direktno Web of Science, čeprav sam uporabljam večkrat direktno, te baze iščem direktno po njih, ne iščem toliko preko ADZ-ja, ampak seveda je stvar zelo, zelo uporabna, samo da vidim, če ga ne bom, če zvezdica deluje, ne, če damo zvezdico, iščemo povsem, samo to bi zdaj lahko bilo prekruto iskanje, ne, ampak zdaj pa vidite, koliko je tega. Teh člankov oziroma zapisov v ADZ-ju na voljo, ne. Kar velika ponudba, samo zanimalo me v primerjavi z Unpaywallom. Tu bi jih pa moglo biti 40 milijonov. Ja, tu jih je pa 40 milijonov, ne, tam pa faktor še 10-krat več. Tako da, zdaj Unpaywall je seveda zanimiv za vse, ki nismo upravičeni do teh člankov, ki so v sklopu akademske digitalne zbirke, bodisi nismo raziskovalec na fakulteti, pa nimamo dostopa, nismo študent, pa nimamo dostopa, recimo kak dijak bi pa vseeno potreboval, čeprav je tukaj večinoma so to angleški članki, ampak nič za to, bi potreboval dostop do takih člankov in lahko tudi to uredi preko tega Unpaywalla, in to je res storitev, ki je morda malce zapostavljena, tukaj se jo ne najde oziroma jo uporabniki ne poznajo, ne. Ko pa predstavimo to študentom, je pa potem stvar drugačna, ne.
Vsak reče, to pa nisem poznal, to pa nisem vedel. Zakaj? Fajn je uporabljati te stvari, zato ker če pogledamo, ne moreš kar uporabljati, iskati članke, ki jih uporabiš pri nekem znanstvenem ali pa strokovnem pisanju, pa da niso preverljivi. Da bi recimo, če ni bila narejena neka recenzija, zdaj bomo pogledali tukaj, ne vem, kaj bi pogledali, ne vem, learning. Spet en zelo splošen pojem, da dobimo čim več zadetkov. Ne? Zdaj takoj lahko vidimo, da je zadeva recenzirana, in potem imamo, koliko je bilo teh citatov, ne, v Web of Science oziroma v Scopusu. Ne. In ko pridemo zdaj do takšne informacije, ne, do tega članka, recimo, potem lahko hitro vidimo, sicer je v odprtem dostopu, zadeva je recenzirana in je kar dostikrat bila citirana, zato je recimo ima tak članek zagotovo večjo težo, kot če mi nekaj zgooglamo, en PDF in potem verjamemo, da je tisto kvaliteten članek. In pogledamo tega, da vidim, če bom prišel do... To je SANUK, Univerza v Ljubljani, CTK, da vidimo EBSCO pa je za študente in za zaposlene. Pač hotel sem pokazati, ne, zdaj moram tu še narediti sicer to prijavo za univerzitetno knjižnico, nič za to. Tudi če imamo vse te dostope, pač sem želel pokazati, da je včasih kar ena pot, da pridemo do teh člankov, ne. Ne mislim, da je bilo že tukaj, da smo celotno besedilo v PDF. Tako, ne, zdaj pa sem prišel do članka, ki je bil pač na voljo študentom Univerze v Mariboru in je bilo treba malo poklikati, ampak ravno tako sem prišel do PDF-a, ki ga lahko seveda uporabim pri svojem, recimo, raziskovalnem delu. In ga prenesem. Tako da tukaj je malce bolj zahtevno, ne, morda za študente, ampak ko se enkrat to navadijo, naučijo, vejo, da lahko članke kvalitetno iščejo v ADZ, Akademski digitalni zbirki Slovenije. To pomeni celotno besedilo, še enkrat bi lahko šlo tukaj omejevati, zadnjih 5 let, običajno se išče in potem se seveda pogleda, da gre za znanstveni članek, in pa morda v angleškem jeziku, če ne razumemo drugih, in seveda lahko spet potrdimo te filtre. In dobimo pač ustrezno manj teh zadetkov, ne. Zdaj seveda, vkolikor je tega vseeno preveč, je potrebno vzeti izbirno iskanje, pa potem navesti točno avtorja, pa reči naslov, pa potem ključne besede, ampak morda zdaj v te podrobnosti, ne, tisto so pa potem že specialna iskanja, pa ne bomo v to preveč zašli. Jaz bom samo pogledal, če je kakšno vprašanje. Samo da vidim. Q&A, nič nisem videl vprašanj. Zdaj res žal, da nam ne dela ta mobilna, da vam bi lahko tam pokazal. Tako da mi smo zdaj pogledali na nek način, kako lahko pridemo do storitev, do določenih stvari, kar od doma, to pomeni do vseh elektronskih stvari, to je čisto normalno. Lahko pa seveda določene stvari, ki so fizične,
tudi opravimo kar iz naslonjača, rečemo temu, ne, to pomeni, da lahko tudi podaljšamo članstvo, da lahko se včlanimo v knjižnico, lahko poiščemo v področnih seznamih najbolj brano gradivo in pa seveda pogledamo, pokukamo v knjižnico, katera knjižnica ima to na voljo. Samo da vidim, Q&A pa imamo. Aha, naj bi Biblos v ponedeljek še deloval, ja. Jaz tudi nisem dobil dobene informacije, da Biblos trenutno ne deluje. Zaradi tega, ker Biblos, samo to morda v informacijo, Biblos ni samo v knjižnicah, ampak je tudi v šolskih knjižnicah. In če pogledamo, samo malo, mi moramo iti na Cobis Plus. Če bi jaz zdaj naredil Biblos, pa bi rekel poišči. Ja, samo bi mogel iti tukaj e-knjige, pa mogoče potem kot Biblos iščemo. Ne. No, hotel sem pokazati, Biblos nima samo Biblosa, ampak je tudi S-Biblos. Zdaj ne vem, če ga bo pod to našel. To pomeni, S-Biblos je različica Biblosa, ki je seveda, se izposojajo knjige v šolskih knjižnicah, ne. In koliko vem, je veljavna pogodba v šolskih knjižnicah do avgusta. In ta storitev normalno deluje v šolskih knjižnicah, tako da ne vem, zakaj ne bi v splošnih knjižnicah. Tudi bi bilo prav, da bi te storitve, noben problem ni, če sočasno delujejo, ne. To pomeni, več kot imamo na voljo raznih ponudnikov, ali je to Biblos, ali je to Ela, boljše za uporabnike, ne. Zdaj, je imel Biblos določene težave z bralniki, to večina, če ste kaj uporabljali, poznate. Tudi M-Cobis je imel svoje težave, stvar je razvita za iOS in za Android. Morda je malo lažje obvladovati iOS, na Androidu pa je nešteto teh različic naprav in pa verzij Androida in tudi pride do kakšnih težav, do nedelovanja aplikacije in ravno to se je dogajalo tudi večkrat, kot sem sam kot uporabnik uporabljal Biblos, da je storitev morda ni delala tako, kot bi pričakovali. Morda malce boljše na njihovih bralnikih, vendar na samih telefonih pa na aplikacijah pa malo slabše. In ravno tako se lahko te stvari dogajajo tudi okrog Ele, tudi Ela, ko bo v produkciji, bo zagotovo imela kakšno težavo, pa ne morda zaradi same platforme, ampak zaradi tega, ker bo nekdo želel na neki verziji Androida namestiti to aplikacijo in potem brati knjige in mu bo recimo storitev malo slabše delovala. Tako da moramo tukaj imeti nekaj potrpljenja. Stvari niso idealne, tako ne za Biblos, ne za Elo, ne za audio knjige. Mi si seveda želimo, da bodo uporabniki to uporabljali s pridom, ne glede na kateri platformi bo, ne glede v kateri obliki bo. Jaz verjamem, da knjige morajo priti do mladih, navsezadnje, da bi malo to dvignili, to bralno pismenost, da ne bi prevladale te samo mobilne naprave in pa socialna omrežja. Tako da, ja, kar se mene tiče, pogledali smo te ključne stvari, sicer namenjene, jaz upam, da je bil kdo čisto od splošnih uporabnikov, to je bilo predvsem namenjeno njim, da pokažemo, da obstaja aplikacija. Zdaj, kdor je od knjižničarjev tukaj, nekaj imen vidim, te stvari zelo dobro poznate, morda na vas apeliram samo to, da jim pokažete, mladi so pripravljeni to uporabljati, vendar morajo dobiti to prvo informacijo, da to obstaja, tudi jih spodbujati k samostojnemu delu,
kar lahko naredijo, naj naredijo sami, zaradi tega se ne rabi nekdo počutiti potem, kot kaj bomo pa mi počeli. Te stvari jih je treba znati izobraziti, usmeriti in to je tisto ključno delo, ki je namenjeno knjižničarjem. Morda pa ne toliko tekanja z njimi, pa iskanja skupaj po policah, razen tiste, ki si želijo naučiti. Tiste je že treba naučiti, da bodo sami poiskali, ostali pa naj to delajo, koliko se da avtomatizirano, enostavne stvari, ne. Ko pa bomo se pogovarjali morda o teh stvareh, kaj priporočajo glede branja, tam pa je vloga knjižničarja na mestu, seveda, da pomaga uporabnikom. Ja, posnetek predavanja bo na voljo, tako kot vsako leto, lahko zdaj, če bi šli poguglat, lahko pogledate, to izvajamo zdaj, mislim, da že vsaj, koliko sem pogledal, bo to 3. leto, tako da so za leta nazaj, če je kdo danes dobil manj te uporabniške izkušnje z mobilno aplikacijo, je bila 2-krat že vse predstavljena na tem predavanju v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, tako da vabljeni, seveda vabljeni na naš YouTube kanal, Kobi s poti do znanja, vedno, ko boste to napisali, boste prišli do teh zadetkov, spremljajte nas na YouTubu, kjer delamo tudi za uporabnike, končne uporabnike, končne razlagalno-izobraževalne videoposnetke. Tudi na to temo mobilne aplikacije obstaja serija posnetkov, kjer je junak za mlajše, animiran junak Bine, kjer predstavlja mobilno aplikacijo, drugače pa seveda dobrodošli na vsa ostala socialna omrežja, na Facebook, Instagram in pa TikTok. Tudi na TikToku smo zaradi tega, ker tam je mlajša populacija in se jim želimo približati tudi na njihovih omrežjih. Drugače pa več informacij seveda dostopnih na Facebooku. Ne pozabiti možnosti klepeta, to pomeni, vedno vam bodo pomagali naši sodelavci in vas vodili skozi postopke. Tudi če bo potrebno poiskati knjigo, pa sami niste dovolj vešči v iskanju, tudi to vam bodo naredili. Tako kot sem vam prej pokazal, tvorili bodo iskalno zahtevo in vam jo prilepili v klepet. Samo z enim klikom se to klikne in dobite rezultat, ne. To pomeni vedno na voljo pomoč, ki seveda olajša delo, morda pohitri komu, marsikoga pa nauči novih spretnosti in novih veščin in potem lahko naslednjič delajo to samostojno. Zdaj, če ni več vprašanj, se vam zahvaljujem, da ste bili z menoj, da ste zdržali tole urco. Žal smo malo preskočili mobilno aplikacijo, vendar je toliko enostavna, no, da načeloma se z njo da rokovati brez posebnih znanj oziroma navodil. Vse, kar je vedno z nami, kjerkoli, kadarkoli jo lahko uporabljamo, kar je pa velika prednost v primerjavi z računalnikom, ki ga imamo na svojem delovnem mestu in se moramo pač usesti in izvesti neko podaljšanje oziroma rezervacijo gradiva, v našem primeru mobilne aplikacije, pa lahko to naredimo kjerkoli. Ja, zdaj je možno dobiti potrdilo, vidim, da je bilo vprašanje o predavanju, vendar mi bomo izvozili vse udeležence preko Zooma. Če tam ni napisano ime pa priimek, potem jaz ne morem, ko pride zahteva za potrdilo, vedeti, kdo je bil z menoj. Lahko pa seveda mi napišete na moj mail, potem bom vedel, da ste bili z mano. To pomeni, če ste bili zdaj z menoj, mi napišite samo na boštjan.batic@izum.si, da želite potrdilo, pa napišite svoje ime pa priimek, vkolikor ga ne morem razbrati zdaj kot vas kot udeleženca, ne, ker anonimus je bilo napisano to vprašanje, ne. Zdaj, če je nekdo anonimus, jaz potem ne morem vedeti, da je recimo Janez Novak bil z nami, če Janez Novak zahteva potrdilo. Aha, super.
zdaj pa, če ste to spremenili, potem pa bo to vidno. Tako da še enkrat hvala za vaš čas, za potrpljenje, da ste bili z mano. Upam res, da niste bili samo iz knjižnic, ki že vse poznate, da je bil še kdo kot uporabnik, da je dobil kakšno novo znanje, novo idejo, kako lahko vstopi v knjižnico, tudi kar preko mobilne oziroma spletne aplikacije. Tako da še enkrat želim vam lep dan še naprej in ko bo posnetek pripravljen, bo tudi objavljen na YouTubeu. Tako da lep pozdrav in nasvidenje.